Ko igra NK Maribor, je stvar prestiža sedeti na tribunah Ljudskega vrta. Ko pa NK Maribor igra za vstop pred vrata nogometnega raja, ni izbire. Preprosto je treba biti zraven. Obisk je povedal vse. Zasedena so bila tudi mesta običajno namenjena gostujočim navijačem. V boj za play-off Lige prvakov se je šlo pred 12.000 gledalci. Podpora je prihajala z vseh strani. Udarni ritem pa z južne strani najzvestejših navijačev Viol, ki so proslavili že 23. obletnico organiziranega spodbujanja vijoličasti. Fenomenalno, da je lahko prišlo toliko ljudi na stadion, da se je sprostila še tista mesta na severu in nekaj prelepega je to videti poln Ljudski vrt z vseh strani, tako da to daje še posebno energijo in to nam je dalo tudi tokrat, ker smo toliko boljše in dobro tudi igrali. Prva mariborska akcija, ki je nakazala napadalne namene po levi strani, s podajo Mezge za Trajkovskega, ki je obležal na tleh na robu kazenskega prostora, a brez prekrška. Nekaj razburjenja za uvod, bolj vroče v gostujočem kazenskem prostoru pa že po 10 minutah. Berić za Ibrahimija, ki se je pripravljal za udarec, pred udarcem posredovanje Kajleja. Vmes nestrpno pričakovanje razpleta na tribunah in kot. Po kotu žoga čez vse igralce, Melis pa je v zadnjem trenutku izbil pred Tavaresem. O številki 13 krožijo različne zgodbe, tokrat pa jo bomo pomnili po prijetnem, prav v 13. minuti. Eksplozija navdušenja v Ljudskem vrtu ob vodilnem golu. Po prekršku Prempega nad Berićem na robu kazenskega prostora z leve strani je sodnik brez obotavljanja dosodil prosti strel. Žogi je pristopil Mezga, pogledal, kam bo nameril in se odločil za neposreden udarec proti golu. Odlična odločitev, to je storil tako natančno, da je zabil žogo v mrežo. Pa ja, močno sam udaril. Mislim, da golman težko reagira na tako žogo in na mojo srečo je bil gol. Zadetek v zgodnji fazi vedno sodi med najlepše možne scenarije v evropskih pokalih. Treba pa je bilo upoštevati, da bodo gostje pokazali, zakaj so izločili Salzburg, ki se z vlaganji Red Bulla vztrajno želi povzpeti med evropsko elito. Najlepšo priložnost v prvem polčasu so si tako nogometaši Dudelanža priigrali, ko je Joakim sprožil z roba kazenskega prostora. Izkazal se Handanović z uspešno obrambo. Za njim je udarec z razdalje preizkusil Idaza. Še enkrat pa je mariborski vratar zbrano opazoval akcijo in odbil kot. Zelo hitro ekipo imajo v napadu. Tu so nam povzročali nekaj težav, vendar smo se v nekih trenutkih tudi dobro rešili. Ta del obrambe oziroma te, kateri se bolj posvečajo obrambi, imajo veliko izkušenj, tu se niso veliko spremenili. Imajo pa, kot sem rekel, od spredaj po občutku kvaliteto več. V 38 minuti pa žoga še drugič v mreži Dudelanža. Po prekršku nad Mezgo je bil dosojen prosti strel. Tokrat je strelec vodilnega gola prepustil vlogo izvajalca kapetanu in Ljudski vrt znova na nogah. Tavares je žogo mimo obrambnega zidu zabil v levi kot za 2-0. Slavje se še ni poleglo in 12.000 glavi množici je dih obstal ob akciji, ki je skoraj prinesla novo povišanje vodstva. Tavares in Mezga mojstrsko mimo tekmecev, Mezga s povratno podajo do Tavaresa, ki je ciljal nasprotni kot, z obrambo pa se je izkazal vratar Žuber. Žoga se je odbila do Ibrahimija, po njegovem poskusu pa se je stresel le zunanji del mreže. Ni bilo treba dolgo čakati, kakšni bi bili občutki, če bi na semaforju pisalo 3-0. Minilo je le 71 sekund nadaljevanja in smo že bili pri 3 golih prednosti. Mejač in Ibrahimi sta v prvi akciji v drugem polčasu spravila žogo do Mezge. Njegov nov trenutek navdiha pa je prinesel 3-0. Po preigravanju si je Dejan priboril položaj za udarec in z 18 metrov znova premagal vratarja Žuberja.
Gostje se seveda kljub zaostanku niso predali, izpeljali so akcijo po levi strani, po podaji pred gol do zaključka Joakim, vendar Handanović ne dovoli, da bi žoga prešla golovo črto. Z refleksno reakcijo je odbil v kot. Dudelanš je bil znova na preizkušnji, ko je po podaji Cvijanovića do udarca z roba kazenskega prostora prišel Berić, končalo se s kotom. Še ena grožnja gostov po tej akciji, ko je Rajčević s prekrškom ustavil prodor Steinmeca, ki se je nato lotil izvajanja prostega strela, dobro naciljal proti desnemu spodnjemu kotu, vendar uspešno pantersko posredovanje Jasmina Handanovića. Navijači so uživali v predstavi vijoličaste čete in ozračje dodatno ogreli z mehiškimi valovi. A to še ni pomenilo, da je bilo igralcem dovolj ustvarjalnosti in so se prepustili slavju. Pa se je nadaljevalo z napadi in zadelo še četrtič po akciji, ki se je preprosto morala končati z žogo v mreži. Med odpiranjem poti do gola Mezga za Cvijanovića, ki je poskrbel za mojstrsko asistenco in s peto podal Beriću, sledil pa je zaključek v slogu celotne tekme. Učinkovito, natančno, do željenega cilja. Žoga je končala v levem spodnjem kotu. V želji po zmanjšanju zaostanka je zapretil še Joakim z roba kazenskega prostora, žoga je zletela ob stičišču prečke in vratnice. V prav zadnjih sekundah pa gol za Dudelanš. Joakim je prestregel podajo Rajčevića proti Argusu, prišel do položaja za udarec z roba kazenskega prostora in poslal žogo v desni spodnji kot za končnih 4:1. Zadetek v mreži ni pokvaril vtisa o izvrstni predstavi. Navijači so bučno zaploskali igralcem za prikazano in za odlično izhodišče pred povratno tekmo, ki bo v Luksemburgu prihodnjo sredo ob 17. Dober rezultat, ampak moramo se dobro pripraviti. Dudelanš je dobra ekipa in dali bomo vse, da in tam zmagamo v Luksemburgu. Predtem pa se še enkrat vidimo v Ljudskem vrtu v soboto ob 20. na tekmi 4. kroga državnega prvenstva proti Triglavu.